Spoštovani in dragi v Gospodu, v naši oddaji Dober dan, dobri ljudje, danes gostimo zelo pomembne ljudi v slovenskem prostoru, ki zastopajo stališče, kakor sami govorijo, otrok, družine in pa spoštovanje vseh ljudi. Tako imamo danes med nami gospoda Aleša Primca, Lep pozdrav. Ki je vodja Koalicije za otroke gre, gospo, pravkar poročeno, in čestitamo. Hvala. Mojco Belcl Magdič, ki je predstavnica družinske pobude Dlan. Sem prav povedal? Družinski center Dlan. Družinski center Dlan. In obenem tudi voditeljica KAD-stika. Se pravi, to je stran internetna za samske katoličane. Je tako prav? Točno. In gospoda Štefana Kržišnika iz civilne pobude Spoštovanje različnih. Tako je. Gospod Štefan, lepo pozdravljeni in vsi skupaj dobrodošli na naši skromni televiziji, pa mislimo tudi pomembni, kot ste vi sedaj za en del Slovencev, recimo, ki razmišljajo kot vi, tudi posebej pomembni. Gospod Primc, kaj je pravzaprav Koalicija za otroke gre? Koalicija za otroke gre je združenje, skupina vseh ljudi, ki spoštujemo mame in očete. In verjamem, da je to največja skupina v tej državi. Se pravi, jaz sem trdno prepričan, da velika večina vseh državljank in državljanov spoštuje mame in očete, se zaveda, kako pomembni smo mame in očetje za otroka, za njegov razvoj, za njegovo vzgojo, in verjamem, da bomo to pokazali tudi na referendumu, ki bo 20. decembra, in šli ponosno na volišča in obkrožili proti. Mojca, kaj je to družinski center Dlan? S čem se ukvarjate? Je prvi katoliški družinski center v Pomurju, nastal je med dvema sinodoma, je pa, da v praksi udejanja to, kar sinoda načrtuje, se pravi spremljanje družine in njenih članov, se pravi od rojstva pa vse gor, vseh njihovih življenjskih obdobjih. Sinoda, se pravi med obema se, v bistvu sinoda, kar je prinesla, to vi uresničujete. Se trudimo in začenjamo, da. Hvala lepa. In pa gospod Kržišnik, vi nam razložite, kaj je to nova civilna pobuda, spoštovanje različnih. Katerih različnih? Ja, prav ste rekli, pobuda je nova. Gre za pobudo posameznikov, ki smo se zbrali v zadnjem času. Namreč pa z namenom, da bi na strani tistih, ki nasprotujemo spremembam družinske zakonodaje, dali nov glas. Prej ste rekli za nas tri, da smo pomembni za tisti del Slovenije, kateri razmišlja podobno kot mi. Ampak jaz bi dodal, mi želimo, da bi bili pomembni za vso Slovenijo, prav za vsakega. Zavedamo se, da mogoče kdo ne bo mislil tako kot mi, vstopamo pa v to kampanjo, pa v ta družbeni dialog prav z načinom, da bi v enem spoštljivem odnosu nagovarjali tudi tiste, ki se mogoče ne strinjajo z nami. Predvsem pa odpirali dileme, da smo si različni, da je ta različnost bogastvo, da je to različnost treba si priznati, ampak tudi upoštevati in v enem spoštljivem odnosu živeti drug z drugim. Tako da upamo, da ne bomo samo nagovarjali tistih, ki mogoče razmišljajo v tem trenutku podobno kot mi. Torej, sedaj mi že imamo zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. V čem pa vidite problem novele, se pravi spremembe tega zakona, ki bo nekaj novega prinesla? Pač kdo želi? Najbolj pomembna sprememba je to, da se iz opredelitve, kaj je to zakonska zveza, briše spol. Se pravi, zaenkrat je v zakonu zapisano, da je zakonska zveza življenjska skupnost moža in žene, in dodano je, da je namen te skupnosti zasnovanje družine. Zasnovanje družine pa po zakonu pomeni, da vanjo pridejo otroci. Sedaj so vse ostalo skoraj da v zakonu pustili enako, s tem, da so umaknili spol. Se pravi, ni več zakonska zveza
življenjska skupnost moža in žene, ampak zgolj in samo dveh oseb. Se pravi, to je glavna in največja sprememba, ki jo zakon prinaša. Kaj to pomeni? To pomeni, da zakonodajalec ne priznava več različne vloge moškega in ženskega spola v družini. Da ne priznava več materinske in očetovske vloge v družini, kar je seveda največji problem seveda za naše otroke. Otroci še kako vemo, kako zelo potrebujejo mamo in očeta. Mama lahko da otroku ene stvari, oče lahko da druge stvari. Seveda sta lahko dva človeka istega spola ali pa dva človeka, ki spreminjata spol, lahko za otroka nekaj. Lahko mu dasta nekaj. Prav gotovo mu pa ne morete dati tisto, kar lahko da otroku mama ali oče. In nam se zdi zelo pomembno. Kljub temu, da se zavedamo, da mnoge družine seveda trpijo take in drugačne probleme. Mnoge družine so ločene. Ampak poglejte, vsi otroci imajo tudi po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pravico do mame in očete. In mame in očetje imajo pravico in dolžnost, da svoje otroke vzgajajo, ne glede na to, ali živijo skupaj ali ne. In zadnjič sem govoril z eno gospo, ki je ločena in pravi, če se kdo zaveda resničnega pomena mame in očeta, smo to verjetno mame, ki ne živimo z očeti svojih otrok. Me vemo, kako zelo otroci pogrešajo očeta in seveda tiste mame, ki se tega zavedajo, omogočajo, da očetje lahko so svojo očetovsko vlogo izvajajo tudi v primeru, da so družine ločene. Žal se v Sloveniji dogaja tako, da velika večina ločitev poteka tako, da se otroci dodeljujejo mamam. Jaz sem se zadnjič pogovarjal z enim očetom, ki seveda nima take sreče, kot je ta gospa, ki se zaveda očetovske vloge in ta oče nekako ne more priti do svojega otroka. Mama mu to brani. In to je huda bolečina. To je zelo huda bolečina, ko oče, ki ima rad svojega otroka, ki čuti, kako ga otrok potrebuje, do otroka enostavno ne more. Kaj hočem povedati? Pomembno je seveda, da se zavedamo, kako zelo otrok potrebuje mamo in očeta. In to ne glede na to, kot sem rekel, ali družina živi skupaj ali pa živi narazen. Torej, mama in očeta, potem bo otrok imel dva očeta, ali bo imel dve mame, ali bo imel dve osebi. Kako boste na to odgovorili, kdorkoli pač želi? Poglejte, noben otrok ne more imeti dva očeta, to vemo. Vsak otrok, ki je danes živ, ima mamo in očeta. Vsi vemo, da po naravni poti dva moška otroka ne moreta imeti. Po naravni poti tudi dve ženski otroka ne moreta imeti. Tudi otrok zato ne more imeti dve mame ali dva očeta. Mi seveda se strinjamo, da lahko mama opravlja čudovito vlogo mame. Ne more pa opraviti vloge očeta. Enako lahko oče je čudovito oče, ampak ne more biti mama. Tako da mi bi si želeli, da bi se v slovenski družbi priznal ta velik izjemen pomen mame in očeta, ne pa tako, kot se dogaja sedaj, da namesto, da bi krepili vlogo mame in očeta, to vlogo uničujemo. In ravno tukaj, ne, da bi krepili spol, da bi krepili spolno različnost, da bi krepili to, da je lahko samo ženska potencialno mama in samo iz ženskega telesa se rodi otrok in da samo moški lahko postane oče, da bi utrjevali to, se tu zdaj menjujejo te vloge in se dela, kot da je vse eno, da lahko, ne vem, recimo v homoseksualnem paru oče oziroma moški prevzame materinsko vlogo, njegov partner bo prevzel očetovsko vlogo. To je nemogoče, a ne? Kajti noben oče ne more čutiti po žensko, ne razmišljati po žensko, ne spostavljati odnose po žensko, je nemogoče. Je lahko samo oče, ne more biti mama. Ja, ampak recimo, če bi Mojca malo ne da bi šel naproti, ampak malo bi razmišljal, ne? Vemo, da naprimer v homoseksualnih parih navadno eden igra naprimer bolj moško vlogo, ne, če tudi, da je bile dve ženske, ne. Ena igra bolj moško vlogo, ne, ena je pa potem bolj žensko, tako da je ena ženska je bolj ata, recimo, ali pa oče,
druga ženska pa je bolj mama. Ne? Recimo, enako je pa tudi pri obratno, če so moški, potem je eden je bolj igra žensko vlogo, to se mi zdi zanimivo, ne? Da nista čisto ena vloge ne igrata. Ne? Mogoče kaj bi temu dodala, ali pa kdo drug, ali Štefan. V tem ziru nas posnemajo, a ne? Ja. Je zelo zanimivo. Je pa tukaj razlika, ne? Igrati neko vlogo ne pomeni, da ti to izhajaš iz svojega bistva, jo samo posnemaš. Ženske to materinsko vlogo izhajamo iz svojega bistva, iz svoje ženske narave. In to je razlika. Jaz bi dodal dve stvari. Najprej o samem sprejemanju zakona, nekaj v zvezi s spoštovanjem. Namreč, kot vsi vemo, je bil ta zakon sprejet zelo po skrajšanem postopku, brez javne razprave. Za razliko recimo od predhodne spremembe zakonodaje, kjer je vendarle bila ena velika javna razprava, šlo je za obsežen zakon, tukaj gre pa za na videz majhno, ampak hkrati globalno, paradigmatično spremembo. Ne? In je bil to en korak nespoštljivosti. Tudi že v tem se vidi, da ni bilo možnosti javne razprave. Ker je že prej referendum. Da se je negirala volja ljudstva in tudi, da se je dejansko, recimo ne, da bi se zakonski zvezi moškega in ženske nekaj dodalo, ampak se je to moškost, ženskost, očetovstvo in materinstvo dobesedno ukinilo. No? In mi v naši civilni pobudi vidimo to kot eno tudi kulturno nevarnost v smislu dialoga, ki ga imamo danes v družbi. Seveda, če pogledamo 5-10 let nazaj ali pa še več desetletij, gotovo je bil, saj kar zadeva sprejemanja istospolnih oseb v družbi, je bilo tudi veliko nespoštljivosti pa izključevanja. Ne? In mi smo žalostni, da je zdaj to nihalo zanihalo v drugo smer. Ne? Dejansko mnogi ljudje zdaj odpirajo svoje razumevanje tudi za potrebe, za življenje istospolnih oseb, ampak hkrati se pojavljajo tudi ti radikalni tokovi in dejansko se dogaja, dejansko je ena nespoštljivost do zakonske zveze moškega in ženske, očeta in matere, in jaz mislim, da so mnogi ljudje to začutili. Druga stvar, ki bi jo pa rekel, je pa to večno vprašanje otrok v istospolnih zvezah. Mislim, da bo treba v času do glasovanja na to zelo dobro odgovoriti. Poglejte, jaz ne želim idealizirati tradicionalne družine, če tako rečem. Tudi v tradicionalni družini so lahko odnosi zelo zahtevni, lahko so starši zelo ponižujoči, otroci zelo ranjeni. Kot je recimo tudi v kakšni družini, recimo, ko je zdaj pridružena, da je, ne vem, istospolna oseba ima svojega otroka, pa živi v partnerski zvezi z drugo osebo, so lahko odnosi tudi ljubeči, pozorni, ne? Ampak izkušnje otrok, ki so odrasli že v takih zvezah, pa vendarle pričajo, da je znotraj te ljubezni prisotna tudi ena eksistencialna stiska, na trenutke bivanjska praznina. In pričevanja po svetu obstajajo, da ljudje, ki so v takih zvezah rasli, zmorejo ljubiti seveda svojo mamo, to je nekaj najbolj naravnega, normalnega, tudi njeno partnerico, ampak ostaja dejansko neka eksistencialna praznina, neka bivanjska stiska, na katero pa potem v življenju bodo morali najti svoj odgovor. Samo še to, zato se mi zdi res pomembno, da se vsi zavedamo, da če bo ta zakon sprejet, ne bo dobro otrok. Država kot zakonodajalec mora ščititi dobro otrok, če tako rečem. Vsakemu otroku mora omogočiti izhodiščne enake možnosti, da bi lahko bil v družini z očetom in materjo, z očetovsko in materinsko vlogo. Čeprav se to pogosto potem zaradi različnih okoliščin ne zgodi, tako kot, ne vem, eni so odličnjaki v šoli, drugi pa padejo. Ampak država je tista, ki mora vsem zagotavljati enako izhodiščno možnost. To se mi zdi zelo pomembno. No, jaz sem želel k temu res lepemu, kar je povedal Štefan, dodati samo to, da pri tem zakonu ne gre samo za to, da bi lahko otroke posvojili dve osebi istega spola, dva moška ali dve ženske. Gre za to, da mi imamo eno veliko skupino ljudi, ki je zelo vplivna v Sloveniji, tudi v svetu,
ki se reče LGBT skupina. In tukaj gre za lezbike, homoseksualce, biseksualce. Biseksualci so tisti, ki imajo enkrat spolne odnose z enimi, drugič z drugimi. Potem so to so transseksualci, to so ljudje, ki spreminjajo spol, ki ne verjamejo, da obstaja naraven moški ali pa ženski spol. Enkrat ali večkrat? Lahko večkrat, ne. Lahko tudi imajo občutek, da so danes en spol, jutri drugi, naslednji dan spet tretji in bom rekel, ti ljudje trdijo, da spol kot tak ne obstaja, ampak da si spol poljubno izbiraš in ga lahko tudi poljubno krat menjaš. Ne? In potem so ljudje, queer, ne, LGBTQ, še Q, to so pa ljudje, ki imajo pa občutek, da ves čas prehajajo med nekimi spoli. Se pravi, tukaj imamo neke nazore, ki se ji reče pod krovnim imenom teorija spola, ki več ne priznava tega, da smo ljudje dveh naravnih spolov, ampak trdi, da spol je poljubna stvar, ki si jo lahko poljubno izbiramo, poljubno spreminjamo in želim povedati samo to, da tukaj ne govorimo samo o tem, da bi lahko otroke posvajali dve osebi istega spola, ampak tudi ljudje, ki menjajo spol, ki mislijo, da so enkrat takega, drugič drugačnega spola in tako naprej. Se pravi, gre za mnogo širše vprašanje in mnogo bolj dolgoročne stvari, kot se morda zdi na prvi pogled. No in tukaj je ta novi zakon precej bolj radikalen, kot je bila prejšnja različica. Ne? Prej sem imel še eno vprašanje, recimo prav za Mojco. Torej v novem zakonu tudi ne bo več moža in žena, ne? Ker Mojca se ukvarja z zakonskimi vprašanji. Torej, kako bo potem ta novi zakon opredeljen, oseba ena, oseba dva, kdo bo dva, kdo bo ena, ali samo osebe, torej poroka dveh oseb, ali kako, ne bo več mož in žena, tega več ni, ali kako? Da, podpisal se boš, a ne? Tam, kjer je pisalo mož, bo pač oseba ena, kjer bo žena, bo oseba dva. Tudi tam, kjer je prej pisalo mama ali skrbnik, bo zdaj pisalo starš ena. In kjer bi mogel biti oče, bo starš dva. Pa kaj bo pisalo skrbnik ali skrbnica? Mislim, ker to se mi zdi malo, ne razumem stvari, namreč vemo, da že hitro se da ugotoviti spol pri otroku ali pa tudi v genih in tako naprej. Zdaj, kako bomo to v tej brezspolni družbi potem mi živeli? Gospod Dela, vi ste zelo zastarel. Vi še niste dal učbenikov skozi, kjer otroke učijo, da babca pri porodu nima nobene pravice, da določi otroku spol. Da je to otrokova človekova pravica, da si ga bo sam določil. Po novem je to zdaj tako in če bo ta zakon sprejet, bo to uradno učno gradivo, ki se ga bodo vsi otroci v šoli učili. Veste, vi ste še iz drugih časov. Slišal sem sicer enega našega politika slovenskega, ki je dejal, da so nekateri za konzervativne odnose med moškim in žensko, eni pa za progresivne, torej za napredne odnose med spoloma ali kakorkoli. No. Ampak glede tega bi vas rad vprašal, torej že v naših šolah se že to uči. Ponekod slišimo, da vrtci, da imajo neke posebne dneve, ne, in pa da šole nekatere že promovirajo 7-letne otroke, da bodo lahko si spol spremenili, kot je bilo tu na Štajerskem v eni šoli. Torej, s katerim letom bi se naj začel ta pouk o otrocih od rojstva že naprej? Se pravi, ti ljudje, ki so prepričani, da ne obstajata moški in ženski spol, ampak da si moramo spol sami izbrati, trdijo, da bi se moralo od rojstva naprej otroke vzgajati in pripravljati na to, da bodo živeli v poljubnem spolu. To, kar ste pa omenjali, verjetno ste imeli v mislih učbenik Ljubezen je ljubezen, ki so ga nekatere nevladne organizacije že propagirale med osnovnošolci, izvajale tako imenovane delavnice, vendar pa je seveda treba povedati zelo jasno. Ta učbenik, dokler zakon, ta, o katerem danes govorimo, ni sprejet, pomeni odklon, odstopanje, nepravilnost. Od zakona. Nepravilnost od tega, kar je uradna politika in uradna družinska politika te države. Ko bi bil ta zakon sprejet, bi to seveda postala čista uradna politika, ki bi se seveda morala učiti tudi v šolah. Mi imamo v zakonu o zakonski zvezi med drugim tudi člen, ki govori to, da je država dolžna družinsko življenje, kot ga zakon razumeva,
seveda razširjati preko vseh svojih sistemov, od izobraževanja, zdravstva, šolstva in tako naprej. Se pravi, ta zakon v resnici lahko rečemo družinska ustava, ki ima vpliv na čisto vsa ostala področja našega življenja. In seveda šola je seveda v tem smislu zelo pomembna. Poglejte, vprašali ste, kaj se bo zgodilo. Ja. Dejansko natančno ne vemo, ampak je pa veliko indicev že zdaj, v kateri smeri gredo stvari. V drugih državah, naprimer. Zato mislim, da je poleg tega, no, da se zavedamo, da sprememba zakonodaje ne bo v dobro otrok, mislim, da se je potrebno zavedati, da bi v marsičem omejila predvsem svobodo staršev. Nekateri pravijo svobodo govora, svobodo vesti, ampak jaz kot starš mislim, da je treba ljudem jasno povedati, zelo bo omejena svoboda staršev. Poglejte, jaz imam 4 otroke, vsi moji otroci so hčere in moja želja in moja temeljna pravica je tudi, da jih lahko, da sprejmem njihov rodni spol, njihovo ženskost in da vse svoje sile z ženo, s sorodstvom vlagamo v to, da bi lahko ta spol tudi ponotranjile v privlačnost do drugega spola, da bi jih to vodilo v eno srečno življenje v poročni zvezi. In si želim, da bi mi država pri tem stala ob strani. So pa indici že zdaj v šolskem sistemu, kot je ob zakonodaji, kot je povedal gospod Primc, da se marginalizira to vlogo moškosti, ženskosti, to vlogo zakonske zveze. In tudi nekatere učiteljice že povedo, da so v stiski, da se bojijo, kaj bo, ko bo zakonodaja spremenjena, kako bodo morale učiti. Zdaj seveda ena rešitev bi bila, da generalno vsa vzgoja za zakon, družino, moško, ženskost gre iz šole in je stvar zasebne sfere, ampak kam potem pridemo? Potem dejansko tudi državo zminimaliziramo in ne vzamemo in ne priznamo, da je lahko na ravni enih temeljnih človeških pa medčloveških vrednot ima tudi neko pomembno vlogo. Tako da stvari so zelo nevarne. No? Mi se niti ne zavedamo, kaj lahko vse se zgodi po spremembi tega zakona. No, to je pravzaprav prav, da tako razmišljamo, bo sedaj gospa Mojca, ampak to se mi zdi pomembno, ne, da vidimo, da kaj to prinese. Ne? Jaz poskušam biti popolnoma nevtralen, enostavno se sprašujem tudi z lastno pametjo, kaj bo to, se kot mogoče tudi drugi ljudje se sprašujemo lahko in nimamo pa takega globega uvida. Mojca, vi ste htela še... Ja, jaz bi tukaj dodala samo, zakaj je tem pomembno, se pravi vsem, ki promovirajo ideologijo spola, teorijo spola, da se začne to otroka učiti že od rojstva naprej. Zakaj je tako pomembno? Ker v ozadju je ena logika in ta logika je, da se moškost in ženskost naučiš, da te drugi to privzgoji, da to ne izhaja iz tebe, da te to družba naučila, da to, kar danes hodijo po svetu moški in ženske, da je to vse samo konstrukt oziroma rezultat družbe. To pomeni, da če fantek mali igra se z avtomobilčki, to pomeni, da ker so mu starši kupili avtomobilčke, zato se on zanima za avtomobilčke. Ali pa punčke, ker so jim starši kupili barbike, se bodo igrali z barbikami. Ali pa naprej, ker jih oblačijo te in te cunice in jim gorijo tako in tako, zaradi tega one nastajajo punčke ali pa zaradi tega one nastajajo fantke. Pa ni tako, a ne? Tu je vzaj te teorije, da se otrok nauči spola, ne otrok ima spol, se rodi z njim in ga ponotranja z leti in s tem rase. Omenili ste teorijo spola, ne? Se pravi, ta gre potem, to je neka tako imenovana znanstvena teorija, ki bo potem spremlja te spremembe, če prav razumem. Ne? Torej, teorija spola je, kaj je teorija spola, kako je nastala? In 2 stavka, o čem uči? Nastala je zelo dolgo. Nastala je v letih, oziroma začela se razvijati v letih 1950 v filozofskih vodah, v filozofiji eksistencializma, kjer se je postavilo prvo vprašanje, kaj je ženska. In Simone de Beauvoir je rekla, ženska se ne rodiš, ženska postaneš. In ta ideja se je
skozi 20 let, govorimo o letu 1970, zelo radikalizirala, kjer so v določenih feminističnih krogih in tudi, ki so tudi po univerzah začeli secirati človeka. Rekli, človek, torej ga moramo ločiti. Ima biološki spol in ima družbeni spol. Biološki spol, dobro, je njegovo telo, njegovi spolni organi, hormoni, potem pa je družbeni spol, kako on se obnaša, kako se vede, s kakim spolom se vede v družbi, po čem ga lahko po njegovih kretnjah, oblačilih, govorjenju prepoznamo. In so prišli do teorije, da si lahko rojen z določenim biološkim spolom, vendar se lahko vedeš in obnašaš in počutiš kot en drugi spol. Ne? Si lahko ženska, vendar za sebe rečeš, da si moški. Hvala lepa. Se pravi, to je tudi neka znanstvena teorija, ki spremlja te spremembe, če sem prav razumel, ali ne, gospod Primc? To ni znanstvena teorija. Mislim, to je, v narekovaj, ali pa kakorkoli. No? To je ideologija. Ja. Se pravi, če bi bila znanstvena teorija, bi morala biti seveda dokazana na znanstvenih podlagah. Se pravi, bi morali biti povsem jasni znanstveni dokazi, da je to tako, kot je zdaj Mojca govorijo. Vi morate vedeti, da Mojca je največjih strokovnjakov za teorijo spola. V Sloveniji se je z tega področja tudi doktorirala. Ali bo še doktorirala. In je seveda vse to, kar ona govori o teh stvarih, zelo tehtno. In to seveda v tujini. Gre za to, ne, da to ni nobena znanost. Ljudje, ki so želeli na svoj način prikrojiti družbo, so si izmislili nek radikalen koncept, s katerim bi to dosegli. In poglejte, ta zadeva korenini v marksizmu. Mi moramo vedeti, da je marksizem razumel, da bomo imeli raj na zemlji, takrat, ko bo odpravljena razlika. In oni so razumeli, da je ključna razlika, ki mora biti odpravljena, razlika med delom in kapitalom. Ko bo ta razlika odpravljena, bomo vsi živeli srečno do konca naših dni. Na kratko. No in seveda so potem marksisti ugotovili, da je marksizem propadel, kako to, da so se trudili tako odpraviti to razliko, jo marsikje na svetu odpravili, ta zadeva pa vseeno ni funkcionirala, ni se pojavil raj na zemlji, ampak je vse skupaj prišlo do propada. In so rekli, ja, zdaj smo pa najdli odgovor. Ves čas nismo razumeli, katero temeljno razliko je treba odpraviti. Ni bila to razlika med delom in kapitalom, ampak najbolj temeljna človeška razlika, to je razlika med spoloma. In seveda iz te ideološke predpostavke, kako boš imel raj na zemlji, ko boš odpravil moški in ženski spol, je seveda nastala vsa ta ideologija, s katero imamo sedaj opravka. Tako da lahko mirno, brez problema rečemo, imamo sedaj opravka z marksizmom verzija 2. Nekaj bi še dodal na to, kar je bilo rečeno prej, namreč ta besedna zveza ženska se rodiš in ženska se ne rodiš, ženska postaneš, ali pa moški se ne rodiš, moški postaneš. Jaz bi dodal, da je oboje potrebno. No? Moški se rodiš, torej to ti je dano s tvojim telesom, s tvojo osebnostjo ob rojstvu, ampak moški tudi postaneš. Ne smemo zanikati, da se tudi vzgoja za spol, za moškost, za ženskost ne dogaja. Ne? In ravno to je danes največji problem. Ne? Ker ne sprejmemo tega, kar je dano z naravo, kar je konec koncev podarjeno z enim čudovitim dejanjem razmnoževanja človeštva, da tako rečem, in potem, da bi si prizadevali naše otroke vzgajati v skladu s tem, ponotranjati to, kar je dano. Zdaj, gotovo se včasih v naravi tudi zgodi, da je prisotno kakšno bolezensko stanje, da je že ob naravi na biološki telesni ravni lahko problem pri določitvi spola, ampak to je izrazita redkost. Ne? Pogosteje se pa zgodi, da človek ne ponotrani svojega spola v erotično privlačnost, v spolno privlačnost do nasprotnega spola. Torej, da se zgodi istospolna usmerjenost. Tega je pa zdaj seveda nekaj, oziroma tudi včasih je bilo, danes je bolj prepoznano, ampak vendarle tudi tukaj je potrebno ločevati usmerjenost od spola. Ne? Tudi oseba, ki je erotično usmerjena, ki jo privlači isti spol, ostaja ženska in ostaja moški. In mnoge istospolne osebe, ki so v zadnjem času o tem spregovorile,
so poudarili, kako pomembno je bilo tudi za njih razvijanje njihove moške identitete in ženske identitete, ki pa ni nujno povezano z usmerjenostjo k nasprotnemu spolu, pri njih usmerjenost z istemu spolu. Torej, eno je usmerjenost, eno tako. je pa Identiteta. Kar je spol. pa ključno, kar želim povedati, da bi kot sodobna družba, kjer prav na teh področjih vlada izredna zmeda, da bi se zavedali predvsem starši, no, kakšna dragocenost je spol našega otroka, bodisi moški, bodisi ženski, in da bi si prizadevali ta spol ponotranjati in razvijati v pravo moškost, pravo ženskost. Ne, če je včasih mogoče družba, tudi na vzgojni ravni se ta vzgoja za moškost in za ženskost, ki bi se morala začeti tam, recimo, predvsem zavestno pri 7-8 letih, torej v prvi triadi osnovne šole, se zaradi sistema šolstva, kot ga imamo zdaj, tako rekoč ne razvija, se briše. Jaz sam pri svojih prvih 2 dekletih, ki sta v šoli, vidim, kako je to ena, bi rekel, najpomembnejših vsebin, kako one doživljajo fante v šoli, kakšni so. Velikokrat, ko pridejo v šolo, reče, fanti so to, pa ono, pa tretje, ne. Tega dejansko ni. Mi smo vse otroke, seveda pod plaščem enakosti, so zdaj v mešanih razredih. Vprašanje moškosti, ženskosti ostajajo tabu teme. V otrocih, ki se razvijajo, je pa to ena ključnih vsebin. In zdaj mi kot starši si lahko to prizadevamo, v šoli tega ni. Kaj se bo zgodilo čez toliko in toliko časa, če bo še zakonodaja drugačno sprejeta, se bo pa v šoli dogajalo nekaj, kar bo izrazito nasprotnemu temu, kar želimo mi. In jaz mislim, da ne samo tiste starše, ki zdaj že nasprotujejo tem spremembam, ampak tudi mnoge druge starše, bo to v letih, ki prihajajo, lahko spravilo v veliko eksistencialno stisko. Premalo se tega zavedamo. Torej, ta zakon bo prinesel tudi to, bi rekel, vodeno, neko brezspolnost, če tudi si moram priznati tega, prav ne predstavljam, ker tudi naravi so v glavnem 2 spola, ne, redko kdaj je tu kaj drugače, in pa tudi v začetku so hormoni in geni, recimo moškega ali kakorkoli, ženske so nekako prisotne. Zdi se mi pomembno, da vidimo zdaj celovitost prihodnosti tega, ne? In zdaj dejansko mali otroci v šolah in tako bodo sledili tej, kot ste vi rekel, teoriji ali pa neki ideologiji, kar se v bistvu drugod že dogaja. Mogoče boste vi tako nadaljeval. Slišal sem, da na Švedskem imajo zdaj zakon, da lahko otrok pri 12 letih spremeni svoj zakon. Spol. Zakon imajo, da spremeni svoj spol. Otrok pri 12 letih, to je 5. razred, 6. razred, zdajšnje šole, s tem, da lahko alkohol pije pri 20 letih, pa volilno pravico ima pri 20 letih. Spol si pa lahko spremeni pri 12 letih, ne. Torej, to nas potem tudi tu čaka. Zdaj, če ljudje recimo to želijo, starši in drugi, potem bodo volili za zakon, ne? Če pa ne, pa proti zakonu, gospod Primc. Gospod Kodela, jaz moram reči, da ste, mislim, da za to temo najboljši novinar v Sloveniji, ker tako v bistvu, kot vi znate preiti in nas voditi, še nisem doživel v 14 letih, odkar sodelujem v teh razpravah. Res, zato vam hvala lepa. Bi si želel, da bi se vsi novinarji tako dobro pripravili na to temo, kot se vi. Seveda povsem prav imate, ampak jaz bi želel spregovoriti o eni drugi stvari, če mi dovolite. Pravite, ne gre samo za spol. Jaz mislim, da gre predvsem za ljubezen. Poglejte, povejte mi, če je na svetu kaj lepšega od naslednjih 3 stvari, ki jih bom povedal. Ali je kaj lepšega od ljubezni otroka do mame in očeta? Ali je kaj lepšega od ljubezni mame in očeta do otroka? In povejte mi, če je kaj lepšega od čudovite ljubezni in spolnosti, dopolnjujoče in rodovitne spolnosti med moškimi in ženskami. Meni se zdi, da so to 3 najlepše stvari na tem svetu in te 3 najlepše stvari, ta ljubezen, prekipavajoča ljubezen, se sedaj briše iz zakona. To je tisto, kar mene, moram reči, osebno najbolj boli in je moj resničen razlog, zakaj se zdaj s temi stvarmi ukvarjam in zakaj bom res naredil vse, kar je v moji moči za to, da bi uspeli. Kar se pa tiče vprašanja, ki ste ga vi izpostavili, je pa seveda zadeva zelo resna. Prav država Švedska, ki ste jo omenili.
Poglejte, Švedska je res bila ena prvih držav, ki je te stvari, ki jih sedaj pri nas poskušamo preprečiti, že uzakonila. Ampak zadnji sem bil na eni mednarodni konferenci, kjer mi je povedala kolegica, oziroma ne samo meni, vsem udeležencem, kolegica iz Švedske. Povejte, lepo vas prosim, v vaših državah, kakšne so posledice takega zakona, ki je bil sprejet. Na Švedskem imamo eno največjih deležev samomorilnosti med našimi otroki in mladostniki. Po naših šolah moramo zaposlovati psihologe, da otroke učijo, kako se ne ubiti, da jih učimo, kako prepoznavati samomorilne znake in kako se na njih odzivati. Je rekla, s tem se sedaj ukvarjamo v švedskih šolah in to je velika skrb naših staršev. Je rekla, povejte to, da bodo ljudje vedeli, o čem se odločajo. Tako da se mi zdi zelo pomembno ta krik te kolegice iz Švedske prenesti tudi v Sloveniji. Dve stvari bi samo dodala. Na to, kaj je bilo ravno sedaj povedano, se pravi, teorija spola uničuje bistvo, tvojo identiteto, jo najeda, ti daje dvome, ne veš, kdo si, kdo sem. Če mi moje telo, moje žensko telo nič ne pomeni, nič ne pove o meni, kdo sem. Če nasproten imeti željo po drugem oziroma da te privlači nasproten spol, je vse eno, če te privlači druge, ali torej, vse eno, ali me on privlači, ali ona, ali prije do takšne velike zmede, to je ena stvar, ne. Pa še na eno stvar bi prej rekla, Aleš je tako super povedal, a ni bolj čudovitejšega od ljubezen med možem in ženo, med otrokom in staršem in otrokom, ne. To bi samo povedala 3 primere, kako se besede oče, mama, mož, žena se je že zreduciral v državah, ki so spremenile zakonik oziroma zakon. Recimo, dam primer Kanada, oče, mama oziroma starš je sedaj dajalec genske snovi. Dajalec genske snovi. Potem, dobro, v Španiji je starš 1, starš 2, tako bi naj bilo tudi v Sloveniji. V Argentini pa sta mož in žena pogodbenika. Nekaj tako dragocenega, tako svetega se zreducira, zminimira, besedišča se spreminjajo, besednjak se spreminja, s tem tudi se minimalizira vsa ta simbolika, ki prihaja za besedo oče, mama, otrok, mož, žena. Mislim. Jaz bi še nekaj dodal prej. Jaz bi recimo samo to povedal, ne, da bi nekako malo dopolnil to, sam podkrepil na nek način z mojim razmišljanjem tudi, da je to tudi največje dostojanstvo, ne. Kaj naj človek doseže velikega v življenju, da boš neki predsednik države ali kaj, ali si recimo oče, mož, ne, to je, da imaš otroka, pride otrok, te objame, ne, in tako naprej. Gradiš to globino, ne. Se mi zdi, da je to še večje dostojanstvo, kot karkoli drugega v življenju. Ja, gotovo je to en velik dar, če lahko rečem, no. Bi bil pa previden, no, ko uporabljamo, da bi uporabljali besedo, da je to največje dostojanstvo. Prav dostojanstvo se misli spregovoriti ob tem, kar je prej Aleš je zelo srčno povedal, to, kar predvsem tisti, ki imamo izkušnjo družine pa poročenosti, čutimo kot najlepše stvari na svetu, ne. In že prej sem mislil dodati, ne, ampak še ena lepa stvar na svetu je pa človekovo dostojanstvo, ki ga ima pa prav vsak, a ne. In jaz mislim, da je nevarno, da operiramo s pojmom dostojanstvo, pa ga pripišemo dejansko samo osebam, ki nam je bilo možno dano, darovano imeti moža, ženo, družino, da smo lahko tudi plodni, ali pa celo to, da imamo dar, kot ga recimo jaz osebno doživljam, privlačnosti do nasprotnega spola, kar mi omogoča, da sem poročen in imam otroke. Hočem reči, no, ko na tak način govorimo, je velikokrat nevarnost, da nas drugi dojamejo kot nestrpne. Zato mislim, da je pomembno poudariti, kako nas vse druži temeljno človeško dostojanstvo. Hkrati imamo pa mi pravico, da smo lahko to, kar smo, da to, kar nam je najbolj dragoceno, o tem lahko spregovorimo. In če iz te naše pristne človeškosti živimo, potem lahko
imamo tudi ene pristne odnose, recimo z osebami z istospolno usmerjenostjo, ali pa z osebami, ki, kot ste prej govorili danes, v tej identitetno-spolni zmedi želijo dnevno menjati spol, si celo kirurško dajo spreminjati spolne organe in podobno. Ne. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da vseh nas, kot sem rekel, prepoznamo temeljno človeško dostojanstvo in da potem lahko iz enih naših korenin, naših vrednot, našega prepričanja s takimi osebami tudi stopamo v stisk, v odnos, ali lahko tudi interpretiramo ali to njihovo stanje, v katerem se lahko označimo, ali razmišljamo o njem kot stiski, a ne? Ali pa kako potem takim osebam bodi si pomagati živeti moškost, ženskost, ali urediti to zmedenost glede identitete samega spola in podobno. V današnji družbi se pa dogaja nekaj bolj nevarnega, da nam postaja prepovedano, tabuizirano govoriti sploh o problematiki teh oseb, začenši z istospolnimi. Ne? Da je kakršenkoli govor, ki odstopa od enih ideoloških podlag najbolj radikalnega gibanja, je diskriminiran, že označen kot nestrpen. In tukaj vidim eno tudi veliko nevarnost, ki se z vsemi temi debatami pa spremembami zakonodaje vnaša tudi v kulturo dialoga pa sobivanja v našem prostoru. Ja. Jaz mislim, da je to, kar je Štefan povedal, res ključna zadeva. Mi se moramo najprej spoštovati kot ljudje. In spoštujemo se res lahko, tako kot sta vidva oba poudarila, če si priznamo, da smo vsi skupaj dragoceni kot ljudje, ne glede na to, kaj smo in kakšni smo. To je osnova od osnove. Se pravi, vsi imamo enako človeško dostojanstvo, ki prihaja, verujoči smo trdno prepričani in verujemo od Boga. Tisti, ki ne verjamejo, bodo rekli, vsi ljudje se rodimo po naravi enaki oziroma nekaj podobnega verjetno. Ne? Se pravi, iz tega enakega dostojanstva, iz katerega izhaja spoštovanje do čisto vsakega človeka, seveda mora biti temelj našega odnosa, našega dialoga in tako naprej. In tisto, kar si mi želimo, da bi res to spoštovanje bilo čim večje, da bi bilo tako, ki bi omogočalo resničen kulturen dialog. Žal pa imam jaz občutek, podobno kot je rekel že Štefan, da se sedaj nam, ki mislimo drugače od recimo večinskih medijev, ali pa ki mislimo drugače od večinske politike, pripisujejo vse mogoče zli nameni, sovraštvo in take stvari. Lejte, nas to zelo boli. Mene zelo boli, ker, kot sem že prej rekel, vse, kar delam iz ljubezni. Iz strojne ljubezni, ki jo čutim in mislim, da imam do nje pravico. In sem prepričan, da smo ljudje v veliki večini prepričani, da imamo do teh treh ljubezni pravico. In da imamo tudi pravico to javno povedati. Seveda ob tem, da ne želimo omalovaževati nikogar. Mi si želimo, da bi lahko vsak v tej državi živel tako, kot želi, ampak da bomo tudi mi lahko živeli tako, kot želimo in da bomo lahko vzgajali v tem smislu tudi svoje otroke. Jaz mislim, da resnična demokratična, odprta družba zahteva spoštovanje in tisto, kar me boli, je res to, da tega osnovnega spoštovanja ni in to osnovno spoštovanje je res padlo na izpitu že ob samem sprejemanju zakona, kjer je bilo debate o teh res temeljnih stvareh zelo malo, da ne rečem skoraj da nič. Poglejte, govori se sicer seveda, da je bila 3-letna kampanja v zvezi za sprejemanje družinskega zakonika. Ampak kot je že prej Štefan rekel, družinski zakonik je bil na nek način druga tema. Tam je bilo 300 členov, ki so se spreminjali in smo se pogovarjali o marsičem drugem in predvsem se nismo pogovarjali o ukinitvi zakonske zveze. V družinskem zakoniku je zakonska zveza ostala, bilo pa je seveda to, da je bila izenačena z zvezo dveh oseb istega spola in seveda bi v končnih posledicah, kar zadeva vprašanje šole, o katerem smo že govorili, pripeljalo do istih stvari. Tudi v končni posledici nespoštovanje materinstva in očetovstva, nepriznavanja materinske in očetovske vloge v družini in v družbi. Se pravi, bi družinski zakonik pripeljal do istih stvari kot ta zakon. Vendar pa je ta zakon še bolj radikalen, ker, kot je rekel že Štefan in kot se danes vsi pogovarjamo, ne,
dobesedno ukinja tisočletno ustanovo, najbolj temeljno družbeno celico, ki je skupnost ženske in moškega. Rad bi vas vprašal, ti, kateri so za spremembo zakona, trdijo, da so pravice homoseksualnih parov kratene. Torej, kako, ali je to človekova pravica, da je to človekova pravica kot homoseksualca, kot človek ima pravico, vse enake pravice kot vsi drugi, da je to človekova pravica ali pa človeška pravica. Kdo bi lahko na to kaj odgovoril? Jaz bi rekel, da zelo nevarno je tukaj govoriti o pravicah. Lahko zelo hitro postavimo nasproti pravicam istospolnih parov do polne zakonske zveze, pa možnosti imeti, posvajati otroke, tudi pravico otroka. Jaz mislim, da je pomembno govoriti, da je naša temeljna pravica, da smo lahko to, kar smo. In da priznamo, da na nekaterih ravneh smo si vendarle različni. Da je zveza moškega in ženske vendarle različna v družbi že od vsega začetka, od zveze med dvema moškima, dvema ženskama, ali ne vem kakšnih kombinacijah, ki jih današnja družba odpira. Gotovo v sodobni družbi ni odnos do istospolnih zvez več tak, kot je bil v preteklosti, v smislu izključevanja, diskriminiranja ali celo kaznovanja. Ampak vendarle gre za eno temeljno različnost, ki jo po mojem mnenju mora država tudi spoštovati, s tem, da jo različno tudi pravno ovrednoti. Mislim, da je to temelj in pravno ovrednotenje. Del spoštovanja je tudi to, da upoštevamo to različnost na pravni ravni. Bi vprašal samo eno vprašanje, ali je poznamo seznam človekovih pravic pri Združenih narodih, recimo, ali je ta pravica omenjena pri seznamu pravic Združenih narodih? Seveda, pravica da moški in ženska skleneta zakonsko zvezo je ena temeljnih človekovih pravic iz Splošne deklaracije človekovih pravic Združenih narodov. Prav tako je ta človekova pravica zapisana v Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Tako da je zakonska zveza žene in moža vključena v najvišjo raven varovanja človekovih pravic. In tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je že večkrat seveda razsojalo o teh vprašanjih, je vedno znova, nazadnje tudi julija letos, povedalo, da zakonska zveza žene in moža je v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, medtem ko zakonska zveza dveh oseb istega spola oziroma dveh oseb kakršnega koli spola že, ni stvar, ki bi bila vključena v Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Da seveda lahko te stvari države uredijo, kakor pač hočejo, ampak se pri tem na to, da je to človekova pravica, ne morejo sklicevati. To je zelo pomembna zadeva in seveda v duhu te odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice je bila sprejeta tudi odločitev Slovenskega ustavnega sodišča. In kar je še ena zelo pomembna zadeva, poglejte, v tem zakonu se, kot rečeno, ukinja zakonska zveza žene in moža. In zakonska zveza žene in moža ni bila nikoli, ne v Sloveniji, ne kjerkoli po svetu ugotovljena kot protiustavna. Seveda se lahko odloči kdo, da bo se stvari uredil drugače. Ampak ne moremo pa reči, da je zakonska zveza žene in moža kršitev človekovih pravic. Poglejte, v Ameriki so pred časom na Vrhovnem sodišču sprejeli odločitev, kjer so ukinili zakonsko zvezo žene in moža in pač naredili nekaj podobnega, kot se hoče narediti pri nas. Ampak poglejte, tam je Vrhovno sodišče argumentiralo, da je to storilo zato, ker je soglasje za to, da se spremeni ustava v Ameriki, potrebno tako široko zastaviti in ga je v praktičnem zelo težko doseči. In so rekli, kljub temu, da se zavedamo, da ta zadeva sodi v pristojnost odločanja v demokratičnem procesu, ker bi to predolgo trajalo, smo prevzeli nase odločanje na tem Vrhovnem sodišču. Se pravi,
ameriško vrhovno sodišče je zlorabilo svoj položaj, kar je jasno povedal eden od sodnikov tega vrhovnega sodišča, Antonin Scalia, ki je celo rekel, da poziva države, ameriške države, da te odločitve vrhovnega sodišča ne upoštevajo, ker je vrhovno sodišče izvedlo pravosodni udar na ameriško demokracijo. In sedaj poglejte, v Sloveniji imamo referendum na to temo, v skladu s tem, da je to stvar, o kateri naj se odloči ljudstvo, naj se odloči državljanke in državljani. V Koaliciji za otroke gre smo zelo veseli, da smo lahko k temu, da bo o tem odločalo ljudstvo, ne elita, prispevali. In moram reči, poglejte, da smo s tem, ko smo pripeljali do sem, opravili po našem mnenju veliko večino dela, ki smo ga pač morali mi opraviti. Veliko večino dela. Zato, ker se mi zdi, da vendarle za to, da pride do referenduma, je potrebno neko znanje, so potrebne neke izkušnje, mi jih imamo in te izkušnje in znanje smo dali na razpolago slovenskim državljankam in državljanom. Sedaj je pa zadeva na strani državljank in državljanov, da poslušajo argumente, da se seznanijo z zakonom in se odločijo v skladu z svojo vestjo in s tem, kako želijo živeti. Tako da jaz si želim, da bi bila v Sloveniji v naslednjih tednih vse do konca referendumske kampanje omogočena čim širša javna razprava. Tako tistih, ki to zagovarjajo, kot tistih, ki menimo, da je to zelo slab zakon, da bodo ljudje imeli res možnost iz vseh vidikov slišati argumente in se potem seveda čim bolj informirani množično odpravili na volišča. Mogoče bomo počasi zaključili. Pomembno se mi zdi to, ugotovili smo, da so Združeni narodi, deklaracija človekovih pravic Združenih narodov ne vsebuje te pravice istospolne. Prav tako lahko rečemo, deklaracija o evropskih človekovih pravicah tudi ne vsebuje, bi rekel, popolne enakosti homoseksualne kot pravice, ne, pred zakonom. Da pa je to dopuščeno, ampak se ne morejo sklicevati, tako ste vi rekel, ne morejo se sklicevati na človekove pravice. To se mi zdi zelo pomembno. Da pa smo slišali tudi, da je ameriško vrhovno sodišče pa je temu potrdilo in spremenilo ustavo. In vi pravite, da je to neke vrste bil udar, toliko da počasi malo razčistimo stvari. In se mi zdi zdaj ena stvar zelo pomembna. Se pravi, vi ste proti spremembi zakona o družinskih razmerjih oziroma o zakonskih razmerjih. Kaj bo prinesla, če bo novela izglasovana, torej samo naštejmo v glavnem stvari, brez velikega razlaganja, ne? Torej, kaj se bo zgodilo, če bo zakon spremenjen ali pa če zakon ostane takšen, kot je. Se pravi, če bo zakon spremenjen, kaj se bo zgodilo? To je pravzaprav pomembno. To je samo vprašanje. Zdaj, da čisto po vsej tej debati, da točno vidimo, kam gledamo oziroma kaj se bo zgodilo. Izvolite. Mogoče vsak še nekaj pove. Veliko smo že o tem povedali. Torej, čisto kratko, Jaz bi izpostavil samo 3 točke. Torej, otroci ne bodo imeli več izhodiščne možnosti, ki bi jim jo zagotavljala pa ščitila država do življenja v družini, kjer bi imeli lahko mamo in očeta. Nekaterim otrokom bo že od začetka ta možnost odvzeta, zelo jasno. Druga, v veliki nevarnosti je naša svoboda staršev, v širšem kontekstu svobode govora, mišljenja, pogledov, ampak prav svoboda staršev za vzgojo naših otrok v skladu z njihovim rodnim danim spolom. In tretja stvar, ki se bo spremenila, je radikalno, jaz mislim, da je nevarno, da se poslabšajo odnosi v družbi. In pri tem seveda ne bomo prizadeti samo tisti, ki zagovarjamo vrednoto zakona in družine, kakor je tudi že v tujini, so primeri diskriminacije, umikanja v zasebnost, getoizacije, strahu pred javnim nastopom, strahu pred izgubami službe. Ampak hkrati bo nevarnost tudi za vključevanje istospolnih oseb ali drugačnih oseb v družbo, kjer smo vendarle v zadnjih desetletjih, po zadnjih letih, če smo na krščanski televiziji, lahko tudi rečemo, tudi v cerkvi se je tle ogromno spremenilo, zlasti s to sinodo pa s papežem Frančiškom, ampak bo ta res, ki ga bo ta radikalizacija s tem zakonom zarezala med ljudmi, bo imel negativne posledice tudi na tem področju. Torej, ne bo dobro otrok,
ne bo dobro svobodo staršev in ne bo dobro enega strpnega, spoštljivega življenja v družbi. Če gremo kar po vrsti, Mojca, kaj bo drugače, če bo zakon spremenjen? Še bolj radikalno bo uvedba teorije spola v šolstvu, to je že napovedano. S tem pa tudi pomeni, se pravi, to teorijo bodo morali izvajati tudi naši učitelji, profesorji, mnogi so katoličani. Kaj se bo tukaj zgodilo? Vsak ima svobodo, da vzgaja po svoji vesti oziroma po tistem, kaj je prav. Kaj se bo zgodilo s profesorji, z učitelji, ki te ideologije spola ne bodo želeli učiti, je veliki vprašaj. Potem tudi ljudje, ki so zaposleni v centrih za socialno delo, tisti, ki se ne strinjajo, da otrok lahko živi, oziroma da bo lahko živel z dvema mamama ali z dvema očetoma, a bo podpisal, bo ga dal v tako družino oziroma v tako zvezo in še marsikje drugje, tudi matičarji, a ne. Pod velik vprašaj, se pravi, tudi ljudje, ki so zaposleni na javnih mestih. Teorija spola se bo začela uvajati v življenje, vsakodnevno življenje in vzgojo in v vse državne ustanove. Gospod Primc, vi pa ste že to prav, imate izdelan en majhen pripomoček. Ja, mi se seveda intenzivno pripravljamo, da zavarujemo temeljne pravice otrok, pravice mam in očetov in starih staršev. In smo prepričani, da je to povsem izvedljiva naloga, če bomo le vsi tisti, ki verjamemo, da otrok potrebuje mamo in očeta, da sta mama in oče za otroka izjemnega pomena in seveda, da je prav, da ima otrok tudi stare starše, staro mamo, starega očeta, ki seveda imata možnost prispevati to svojo modrost tudi v prenosu na mlajše generacije. Tu imate napisane vse te spremembe, mislim, ne? Ja, katere so, lahko mogoče celo preberete. Mi smo, pogledajte, pripravili po našem mnenju enega najkrajših učbenikov v zgodovini človeštva, kako naj se naredi neka resčasna, plemenita stvar. Poglejte, pripričani smo, če bomo vsi, ki verjamemo, da je mama in oče, da sta mama in oče pomembna, naredili svoje, bo to seveda šlo skozi. In kaj predlagamo? Da vsak izmed nas povabi na referendum še 5 ljudi. Kot veste, imamo sedaj spremenjeno referendumsko ureditev tako, da ni več zadosti, da bo več ljudi proti, kot za, da bo zakon zavrnjen. Sedaj moramo doseči tudi rezultat 20% vseh volilnih upravičencev v Sloveniji. To pomeni okrog 345.000 ljudi, točna številka še ni znana, se veliko pogovarjamo z Državno volilno komisijo, da bi vedeli že pred referendumom natančno, kakšno število glasov je potrebno doseči, oziroma če že ne natančno številko, vsaj metodologijo, kako bomo do te številke prišli po referendumu. Se pravi, velik napor vlagamo v to, da ta referendum po domači, če rečemo, ne bo na koncu pogoljufan in zaenkrat dobro kaže. Vsak naj 5 povabi, to je prva stvar. Se pravi, mi predlagamo, da vsak povabi še 5 ljudi na referendum. In če bomo to naredili, potem seveda bo referendum šel lepo skozi. Ker pa seveda je treba ljudem pojasniti, zakaj mu predlagamo kakšno odločitev, predlagamo, da seveda povejo, da gre pri tem referendumu za naslednje pomembne stvari. Se pravi, ukinja se, kot smo že rekli, zakonska zveza žene in moža. Potem zakon omogoča posvojitve otrok v skupnosti 2 moških, 2 žensk, pa tudi v skupnosti 2 oseb, ki spreminjata spol, ki imata danes enega, jutri drugega in tako naprej. Potem ta zakon daje 2 osebama istega spola ali pa 2 osebama, ki spreminjata spol, pravico, da odločata o rojstvu otrok. Dajmo se vprašati, kako lahko te osebe odločajo o rojstvu otrok. Zelo težko, svojih gotovo ne. In če želimo, da bodo ti ljudje res lahko odločali o rojstvu otrok, kaj je potrebno narediti? Treba je narediti iz otroka predmet. Predmet takšne ali pa drugačne trgovine. In seveda, mi smo prepričani, da ko bo enkrat otrok postal predmet, bo postal predmet tudi vsak človek. In seveda trgovina z ljudmi, pa kot vemo, je prepovedana po slovenskem kazenskem zakoniku in seveda, ki tazga je popolnoma nesprejemljivo. Potem pa smo še čisto na kratko, pogledajte,
napisali, kaj še sporni zakon prinaša. Jemlje otrokovo pravico do mame in očeta. Jemlje otrokovo identiteto, poznavanje starih staršev in prednikov ter dostojanstvo. V šolske programe uvaja ideologijo, naj si otroci sami določajo spol in eksperimentirajo s spolno usmerjenost, recimo priročnik ljubezni, o katerem smo že govorili. Potem iz temeljnih določb družinske zakonodaje, kot rečeno, jemlje pomen moškega in ženskega spola. Iz obrazcev jemlje, kot je rekla že Mojca, mame in očeta, ter nadomešča staršem 1 in 2. Ne priznava ugovora vesti, kot je že prej Mojca govorila. Jemlje svobodo govora in vesti vsem, ki mislimo, da sta mama in oče otrokova pravica. Tega več ne boste smeli reči, to bo diskriminatorno, boste želili. Jemlje denar, zelo pomembna zadeva. Jemlje denar iz proračuna in ga daje nasprotnikom otrokovih pravic za razširjanje te škodljive ideologije. Tukaj se bo vrtelo ogromno denarja, ampak čigavega denarja? Našega denarja. Tukaj se ne bo veliko spremenilo, ker je že zdaj. Tukaj se že zdaj vrti ogromno denarja, tako je. Potem uvajajo se pritiski na javne uslužbence in kandidate za zaposlitev. Če boste povedali svoje mnenje o teh stvareh, službe pač v državni upravi več ne boste dobili. In tako naprej, kar se seveda že dogaja, da se ne bomo narobe razumeli. Tudi že sedaj se postavljajo kakšne vprašanja s tem v zvezi in tudi že imamo tako imenovane LGBT prijazne certifikate, ki jih morajo določeni uslužbenci, recimo v ljubljanski mestni občini, že pridobiti za to, da opravljajo svoje delo. Potem poglejte, kaj se tudi dogaja v tujini, ko so ti zakoni sprejeni. Uvajajo se pritiski na podjetnike v zasebnem sektorju, ter jim povzročajo dodatne omejitve in stroške. In seveda, za verujoče je to zelo pomembna zadeva, jemlje pravico do izpovedovanja vere in življenja po njej. To velja tako za kristjane, kot za muslimane in še mnoge druge pripadnike verskih skupnosti. Spravi, gre za zakon, ki bo vplival, kot smo, mislim, da danes lepo povedali, na zelo široko področje našega življenja, tako rekoč na vsa področja našega življenja. Zato je res pomembno, da ohranimo to osnovno razumevanje moškega in ženske, pomena mame in očeta, in seveda množično odidemo na referendum, glasujemo proti in seboj seveda povabimo, kot rečeno, še 5 ljudi. Ker smo mi katoliška televizija, mi je pravkar prišel v misel tudi en svetopisemski stavek, ko pravi, Bog ustvaril je moža kot moža in ženo, ustvarja človeka kot moža in ženo, se pravi, bo vsa katoliška cerkev tudi potem izven zakona, oziroma proti na nek način se ne bo čisto strinjala, se pravi, katoliški nauk se ne strinja potem z to zakonodajo, ki se pač obeta, oziroma bomo morali nekako iskati neke kompromise oziroma neko sodelovanje, skupen pogled, kakorkoli, skupno življenje. Ali pa katakombe. Torej, hvala vam za to pojasnitev mišljenja in tega, zakaj mislite, da bo sprememba že sedaj obstoječega zakona slaba za prihodnost našega skupnega življenja, prihodnost predvsem otrok in pa mladih ljudi, kar ste rekli, vi za otroke gre. Hvala lepa in spoštovani gledalci, hvala vam za vašo pozornost in seveda odločate se po svoji vesti, po svojem razmišljanju, svojih argumentih, ki jih imate glede tudi tega vprašanja in vse dobro, Bog vas blagoslovi. Srečno.